organizator prireditve Knjižnica Brežice, ki se zahvaljujemo za sodelovanje in za gostoljubnost danes. Pri organizaciji tega predavanja so nam pomagali tudi Terme Čatež, tako da se tudi njim zahvaljujemo za podporo. Torej, dobrodošli. Število udeležencev danes kaže, da je tema zanimiva. Veseli smo, da se našemu povabilu kljub težkim primerskim razmeram odzval dr. Bogdan Žorž. Verjamem, da ga večina od vas že pozna. Zato ne bomo predolgi v uvodu. Bomo kar predali besedo. Tema današnjega predavanja je kako vzgajati danes in vabljeni k poslušanju. Predavanje smo si zamislili tako kot običajno, da bomo najprej imeli v uvodu približno 1 uro predavanja, potem bo pa priložnost še za morebitna vprašanja ali pa za kakšno krajšo razpravo. Hvala lepa. Dr. Bogdan Žorž, dobrodošli in kar predavljam besedo. Lep dober večer. Kar nekaj časa smo se dogovarjali in tisti, ki ste bili razočarani zadnjič, se ne vem, da je to bilo, ko smo bliže dogovorjeni, pa je moralo opasti. Se opravičujem, no, ampak enkrat je vendarle tudi to uspelo, tudi to rado. Torej, tema nocojšnjega srečanja je, kako vzgajati danes, ali jaz sem mi dal nekak ta podnaslov, ker to, kako vzgajati danes, je tako zelo splošno vprašanje. Jaz sem mi dal en tak podnaslov med frustriranjem in razvajanjem, zato ker so to dve skrajnosti, ker se nam danes zdi, kot da obstajata samo ti dve skrajnosti. Jaz vam želim mogoče nocoj približati ta dva pojma, pojasniti in nekako skozi ta dva pojma tudi nekako usmeriti vašo pozornost v to, da ne obstajata samo ti dve skrajnosti. To sta pač skrajnosti. In skrajnosti nikoli nikjer niso dobre na nobenem področju. Torej, usmeriti pozornost na to, da bi vendarle iskali tisto smerno, srednjo pot. Vidite, ampak permisivna vzgoja je v bistvu opozorila na ta prave zaglode. Je pa naredila neko temeljno napako, oziroma ideologi permisivne vzgoje so naredili neko ključno zgodovinsko zaglodo. Zakaj zgodovinsko? Zato, ker so rekli, da je toga permisivna vzgoja z nasiljem stvar preteklosti in so rekli, do nas, dokler se nismo pojavili mi, ki smo odprli glede oči, so starši vzgajali svoje otroke z nasiljem in togo avtoritarnostjo. In druga stvar, ki so jo rekli, to, da se vzgaja z nasiljem in to avtoritarnostjo, je zabloda, je krivda krščanstva, ker krščanska vzgoja in toga avtoritarna vzgoja je v bistvu eno isto. Vidite, to sta dve ključni napaki. Kaj pa razvajanje, da bi rekli nekaj o razvajanju, ne? A je razvajanje vzgojni model? Vidite, razvajanje ni vzgojni model. Razvajanje poznamo od pradavnine. Tudi ni isto kot permisivna vzgoja. Permisivna vzgoja je vzgojni model, ki ima svoje avtorje. Razvajanje in se je ponujalo od samega začetka kot nekaj dobrega, kot dober sistem. Razvajanje nima avtorjev, nepoznani so, ni vzgojni model in iz pradavnine je bilo znano in uveljavljeno kot nekaj slabega, kot nekaj škodljivega. To je vsa, kar si skodi travno. In zato, ker mislim, da je to pomembno za razumevanje, kaj je to avtoritarna vzgoja z nasiljem, kaj je pa vzgoja z neko odločnostjo, z jasnimi zahtevami in postavljanjem meja, je pomembno, da si pogledamo, kaj je stiska. Vidite, stisko lahko najbolj poenostavljeno, ne da bi poskušali si delati neke zdaj znanstvene definicije, opredelimo kot neko vznemirjenost, ki se v človeku pojavi, kadar se mu poruši ravnovesje, ravnotežje v organizmu. Ni stvar učenja.
je čisto vseeno, kako otroka vzgaja, kdo ga vzgaja in kaj. V nekem trenutku se mu bo pojavilo vprašanje, kdo sem, odkot sem, kako sem prišel na svet, zakaj sem sploh na svetu, zakaj sploh živim, kakšen smisel ima to, da jaz živim, kaj se bo z mano zgodilo po smrti, ko bom umrl, zakaj je na življenju, na svetu bolezen, zakaj nekateri ljudje trpijo, zakaj moram trpeti, zakaj so eni ljudje bolni, eni zdravi, eni revni, eni bogati, eni trpijo, eni so veseli, zakaj veselje, kaj je ljubezen, kaj je svoboda. Real svesi otrok želi biti svoboden, neodvisno od vzgoje. In to so tista področja bivanska človekova, ki rečemo duhovna področja, ki se vključujejo. Danes se pogosto srečujemo z vprašanjem, jaz kar naprej dobivam vprašanje, kako motivirati otroka, kako ne motiviramo našega otroka, ne vemo kako, mi se vse na vse načine zapisamo, on nima nobenega veselja, noče se učiti, noče delati, kako ne ga delati, motiviramo. In potem, ko malo skušam raziskati, kako pa poskušamo motivirati, potem ugotovimo, da je glavni motivator. Uči se, veš, uči se, ker to ti bo v življenju koristilo, to je za življenje pomembno, za poklic, za kariero. Prav sem letno otroka, lepo vas prosim, kje je njegovo življenje, on razmišlja, ali bo šel bolj na fuzbal, ne, ampak ne, zdaj, kako bo čez 15 let zdaj on opravljal nek poklic in ne vem kaj, kje bo življenje. Pri otroku deluje motivacija na kratki rok. Samo še to, kako otroka vzgajati za odrekanje. Vidite, jaz velikokrat srečam starše, ki rečejo, recimo kot primer bomo. Glede, mi želimo, da se naši otroci vzgajajo dobro, da se bojo znali odrekati, in zato pri nas doma nimamo televizije. A se bojo ti otroci ki znali odrekati? Ne, oni bojo samo prikrajšani za vse tisto, kar televizija prinaša. Res, da bodo tudi obvarovani slabim vsebinam, ki televizija prinaša. Ampak prikrajšani bodo za tisto dobro, kar prinaša, in onemogočena jim bo izbira. Res pravim, ne bo televizor doma, ampak postavite red in temeljito delite na možnosti izbire. Na tem, da se o tem pogovarjate, da se lekcionirate, da se odrekate gledali oddaje, ki so neprimerne, ki pomenijo izgubo časa, zapravljanje časa in tako naprej. Potem naučimo jih reševati probleme, naučimo jih premagovati napor in naučimo jih odrekati. Hvala lepa. Lep dober večer. Torej, prvič sem sicer tu v knjižnici brežiški, nisem pa nikakor pa ne prvič v Brežicah. V Brežicah sem bil še tako že velikokrat, bil sem tako zasebno, ko sem kaj dopustoval pred leti tu v Čatežu, no pa tudi službeno. Tudi pred leti sem kar nekaj časa malo resneje sodeloval s Centrom za socialno delo, tule brežiškim, tako da se ne počutim čisto novinec, nepoznan. Nocojšnji večer tule je pa nastal na povabilo Kolpingove družine tule. Povabili so me z željo, da nekaj spregovorim o vzgoji, in sicer takole o vzgoji ki se nekako dogaja tam vmes med dvema skrajnostima, med trdo, togo, avtoritarno vzgojo, ki pomeni nekako frustriranje, zatiranje otrokovega razvoja, in permisivno vzgojo z razvajanjem, ki pravzaprav
podobno pomeni zatiranje otroka, ker duši njegovo ustvarjalnost, onemogoča njegovo prevzemanje odgovornost, onemogoča to, da bi se otrok sploh začutil sprejet, začutil svoboden in začutil to, kar rečemo neko življenjsko zadovoljstvo. Spregovoriti moramo o tem, želimo o tem, kako naj starši iščejo ravnotežje med tema dvema, če lahko tako rečem, modeloma. Prvi, ki ta toge avtoritarne vzgoje, ki se je razmahnila tam nekje v 19. stoletju in smo ga bili deležni mnogi, tudi danes starejših generacij v svojem otroštvu. Drugi model, ki je pa nastal pod vplivom tako imenovane permisivne vzgoje in ki je povzročil to, da danes mnoge starše, učitelje, vzgojitelje glava boli, da zdihujemo, vihamo, vijemo roke nad današnjo mladino in podobno. No, in v tem nekako iskanju ravnotežja med tema dvema modeloma bom poskušal dati tudi nekaj usmeritev, kaj pomeni tista zdrava vzgoja, ki naj da otroku vendarle neko trdnost, varnost, obenem pa spodbudi njegovo ustvarjalnost. Ni nekih bistvenih razlik med stanjem pri nas in stanjem drugod v tem, jaz bom rekel, v naši zahodni kulturi, zahodni civilizaciji. Torej, toga permisivna vzgoja je tako ali tako nekako zadominirala na tem celem zahodnem delu naše zahodne kulture v 19. stoletju in tudi mi Slovenci smo bili zelo trden del tega. Permisivna vzgoja je pa tako ali tako k nam prišla iz Amerike. Nekje tam po drugi svetovni vojni je začela svoj zmagoviti pohod. Razlika je morda v tem, da je k nam prišla z neko zamudo, torej medtem ko so marsikje v zahodnih deželah že v 70. letih jasno vedeli, da je to zabloda. Recimo, samo mimogrede ena tak podatek, ameriški sociolog Liš je že leta 1972 v svoji knjigi zapisal, da je permisivna vzgoja večje zlo 20. stoletja od atomske bombe. Torej, pri nas smo pa v 70. letih nekako je ta pohod permisivne vzgoje šele prav začel. Torej, na eni strani zabunda, na drugi strani je pa iz nekih čisto specifičnih razlogov tedanji družbeni sistem samoupravnega socializma pa sprejel, lahko bi tako rekli, permisivno vzgojo kot neke vrste sestavni del svoje ideologije. In zaradi tega je permisivna vzgoja vendarle, čeprav je k nam prišla z zamudo, vendarle se bolj globoko zakorenila v naš prostor vzgoje kot pa drugje na Zahodu. Sicer se pa s podobnimi problemi, kot se otepamo mi, otepamo pravzaprav v vseh zahodnih deželah. Razmeroma dobro poznam razmere recimo v sosednji Italiji, sorazmerno dobro tudi v Franciji, nekoliko manj v Angliji in Združenih državah Amerike, pa še vendarle tudi ti dve področji dovolj dobro poznam, da si upam to trditev postavljati.